Dragi mladi, kjerkoli že ste ta hip, večina najbrž na zasluženih počitnicah, vam čestitam ob Svetovnem dnevu mladih. Osrednja tema letošnjega Mednarodnega dneva mladih je Mladi za mir. Kako lahko mladi pomagate pri gradnji bolj vključevalne družbe, pravičnejše, tudi mirnejše, varnejše? Kako ustvarjati prihodnost, v kateri bomo lahko mirno sobivali vsi skupaj? To je danes eno najpomembnejših vprašanj. Velik del svetovnega prebivalstva, od tega ogromno mladih, živi namreč v državah, kjer varnost in mir nista samoumevna. V Sloveniji je na srečo drugače. Sodimo namreč med najbolj miroljubne države na svetu. Sodeč po globalnem indeksu miru za leto 2017, ki na podlagi različnih kazalnikov države razvršča glede na miroljubnost, smo med 163 državami na visokem 7. mestu. Kot ministrica veliko potujem v Sloveniji, tudi po tujini. Vsako leto obiščem številne šole, fakultete, univerze, redno se srečujem z vami, mladimi, ki delujete v okviru različnih združenj in organizacij. Morda bo res zvenelo kot oguljena fraza, a mislim povsem resno. Srečujem vrhunske talente, razmišljujoče posameznice in posameznike, vse tiste, ki dokazujete, da ima Slovenija izjemen potencial. Morda nimate toliko izkušenj kot starejši, so pa vaše ideje, zagnanost, energija, ki vas poosebljajo, najbolj dragoceni za našo skupno prihodnost. Verjamem, da velikokrat slišite, kako ste mladi naša prihodnost, da na mladih svet stoji, verjetno pa se ne zavedamo dovolj močno, da lahko boljšo in predvsem mirnejšo, varno prihodnost res ustvarimo le drug z drugim, torej skupaj. In ne bo dovolj, da o tem le govorimo, o njej moramo odločati, tudi vi. Izzivi današnjega dne, jutrišnjega, tudi pojutrišnjem, so ključni, resni, a ne nerešljivi. Analize, ki kažejo, da naj bi prav vi mladi politično relativno neaktivno delovali, ponavljam, relativno neaktivno, nas izzivajo k temu, da vas spodbudimo, pozovemo, da postanete res enakopraven, aktiven agent tudi v usmerjanju politike. Torej, da je ne vidite le kot politike odraslih, ampak tudi politike mladih. Prav vi ste tisti, ki nas k temu lahko spodbudite. In tisti, ki prinašate spremembe. Vrata ministrstva so, kot že veste, na stežaj odprta za vaše predloge, sugestije, razmisleke, pa tudi seveda za različne aktivnosti. Zato na Mednarodni dan mladih še enkrat hvala, da aktivno sodelujete pri oblikovanju boljše, tudi bolj miroljubne in varnejše prihodnosti za vse nas.